Za začetek je treba poudariti, da je Evropa najboljši kontinent za življenje in delo žensk. To so dejstva in na to smo lahko upravičeno ponosni. Tudi v ustanovni listini Evropske unije, v Rimski pogodbi, je enakopravnost spolov eksplicitno zapisana in na to smo lahko zares ponosni. Kljub napredku, kljub temu, da smo zelo dobri, pa še vedno obstajajo veliki problemi. Glejte, na koncu koncev je plačna razlika 16-odstotna, torej to je nesprejemljivo za našo družbo. Zakaj je to problem? Problem je pravzaprav zaradi dveh razlogov, če poenostavim. Prvi razlog je to, da, kot sem rekel, to so osnovne naše vrednote, kar pomeni, da osnovna naša demokracija je ogrožena, če ni enakopravnosti med moškimi in ženskami, med spoloma. Drugi razlog je pa tudi gospodarski. Študije recimo Evropskega inštituta za enakopravnost spolov dokazujejo, da je, če bi odpravili te razlike, bi bilo 10,5 milijona več delovnih mest do leta 2050, pa tudi bruto domači proizvod bi zrasel za 10%, tako da imamo vse razloge, da se potrudimo, da naredimo večji korak naprej. Kaj bomo naredili? V Evropskem stebru socialnih pravic na konkreten način gledamo, kaj bi bilo potrebno narediti. Tukaj so recimo zelo konkretne stvari, ogroženost žensk zaradi recimo tega, ker opravljajo nižje plačana dela, potem še zlasti ta ogroženost prihaja na plan takrat, ko se ženske upokojijo. Vemo tudi v Sloveniji konkretno je nevarnost revščine bistveno večja pri upokojenih ženskah kot pri moških. Imamo tudi probleme v tem, da ženske niso dovolj zastopane na odločevalskih mestih. Glejte, recimo število poslank v državnih zborih, v parlamentih je prenizko, tako da tukaj se mi zdi, da je potrebno več narediti in v tej smeri gre tudi na eni strani Evropski steber socialnih pravic, hkrati pa zelo pomemben ta dokument, Istanbulska konvencija, ki pravzaprav se bojuje proti, torej izpostavlja, kaj je treba narediti za boj proti nasilju nad ženskami in tukaj pravzaprav vse države spodbujamo k temu, da ratificirajo Istanbulsko konvencijo. Slovenija je to že naredila. Evropska komisija najprej v delu z državami članicami na vsak način uveljavlja vse inštrumente, ki jih imamo na razpolago, tukaj so direktive, konvencija. Zelo pomembno je pa tudi to, da Evropska komisija kot delodajalec ima do spolnega nasilja ničelno toleranco, kar pomeni, da imamo recimo za spolno nadlegovanje znotraj naše inštitucije, imamo ustrezni urad. Zelo pomembno je, da izobražujemo zaposlene, tako da so občutljivi na te zadeve, torej da se zavedajo, kako pomembna je enakopravnost spolov in na vsak način, se pravi, glede spolnega nasilja, moramo vztrajati na tem, da moramo imeti ničelno toleranco tako znotraj, da rečem, naše hiše, kot tudi navzven v vseh evropskih inštitucijah in tudi v celotni družbi.